S koprske Bonifike v novogoriški športni park. Mariborski nogometaši so te dni potujoča druščina, ki je po vrnitvi iz Belgije morala še na drugo zaporedno primorsko gostovanje v 4 dneh. S tekmo v Novi Gorici se je začela druga četrtina prvenstva. Tokrat z nekaj težavami pri sestavi ekipe. Zaradi poškodb in kazni so manjkali Mezga, Ibrahimi, Mejač in Lesjak, premor je bil namenjen Vilerju. Dogodki na igrišču med sredinim večerom pa so žal ostali v senci nerazumljive sodniške poteze oziroma dveh ob enem dogodku, ki je po razpletu začudil prav vse prisotne na tribuni. Poglejmo dogajanje v mariborskem kazenskem prostoru, ki se konča z izbijanjem žoge v kot. Sodnik pa na splošno začudenje dosodi 11-metrovko za Goričane. 11-metrovko, ob kateri vsi ostali ostanejo začudeni. Jaz sem videl, da je Mertens zbil žogo njihovemu igralcu z noge. Njihov igralec je bil že v zamahu, je zadev pol Mertijevo nogo, se je slišal pok, sodnik je videl svoje in je dosodil 11-metrovko. Po razpravi o nenavadni odločitvi pa je sodnik Ponis presenetil še z eno odločitvijo, rdečim kartonom Mertlju, enemu najbolj miroljubnih. Pristopilo se je k izvajanju 11-metrovke, z bele točke je nameril Vito Plut, a je Jasmin Handanović ubranil njegov udarec. Normalno, sem ga počakal do konca in potem sem ga zbral, videl stran in obranil. Pravici je bilo zadoščeno, čeprav je ostal grenak priokus. Toda tudi z igralcem manj v zadnjih pol ure so mariborski nogometaši prišli do zasluženega izenačenja. Če se vrnemo na začetek, je vodilna ekipa lige šla na igrišče v ofenzivni postavitvi. Skupaj so od prve minute krenili Tavares, Berić in Velikonja. Prvi udarec v okvir gola je uspel gostiteljem, po prodoru z desne strani do zaključka Vicente, Handanović pa je dobro posredoval. Dvoboj brazilskega napadalca in slovenskega reprezentančnega vratarja se je ponovil nekaj minut kasneje. Vicente je tokrat nameril proti levemu spodnjemu delu mreže, Handanović pa je znova zbrano spremljal akcijo in odbil kot. Na to konkreten odgovor z mariborske strani. Cvijanović in Milec sta pripravila nevarno akcijo po desni, Milec je podal do Berića, ki je iz težkega položaja spretno usmeril žogo proti levemu kotu, žoga pa ob vratnici. Prav vratnica pa je rešila Goričane v 24 minuti. Po kotu je do udarca z nogo prišel Argus. Kazalo je že na vodstvo, toda žoga od vratnice čez stransko črto. Med podjetnejšo igro moštva v rumenem pa je Berić popeljal žogo proti kazenskem prostoru, se odločil za udarec z razdalje, vratar Simčič pa je odbil v kot in ohranil mrežo nedotaknjeno. Prvi polčas se je končal brez golov. Izenačeno je bilo tudi ob udarcih v okvir gola. Galešić je silovito nameril s prostega strela, Jasmin Handanović pa je odbil vratnico in nato žoga iz nevarne cone. Imel sem občutek in to smo se v slačilnici o polčasu pogovarjali, da ne igramo maksimalno, da imamo rezerve. Pokazalo se pa je, da smo potem naredili nek preklop komaj po vodstvu nasprotnika, ko smo z igralcem manj bili mi tisti, kateri smo si ustvarjali priložnosti, delali pritisk. To pomeni, da je verjetno to veliko število tekem pripeljalo do tega, da smo zmožni več pritiska delati, kot smo ga delali danes. Nasprotnik vsaj v prvem polčasu nas je hotel umiriti, se je zelo vešče branil, to smo imeli pobudo do te situacije, ko smo potem imeli igralca manj, po zadetku pa smo bili spet mi veliko boljši nasprotnik. Tako da, ko dosežeš gol v teh zadnjih minutah, si potem jasno z rezultatom zadovoljen. Nenavaden drugi polčas se je začel z grožnjo s prostega strela za domači gol z desne strani. Vlogo izvajalca je po kratki podaji Cvijanovića prevzel Tavares, nameril pa v vratarja Simčiča. Po omenjenem vmesnem razburjenju pa v 65 minuti vodstvo gostiteljev. Dokler so se vsi tudi na tribuni spraševali, na podlagi česa sploh odločitev za najstrožjo kazen, so domačini povedli. Širok je podal z desne strani, Plut pa se brez obotavljanja odločil za udarec in premagal vratarja Handanovića. Tudi številčno oslabljeni so se izbranci Darka Milaniča podali v lov na izenačenje in dosegli namen. Najprej je Milec prišel do udarca z roba kazenskega prostora, Simčič je z nekaj težavami ukrotil žogo.
Mariborski napadi so se vrstili in vztrajnost se obrestovala v 90 minuti. Goriška mreža se je zatresla, Milec je izvajal prosti strel, uporabno podajo pred gol pa je Tavares z glavo natančno usmeril v mrežo. Za 1:1 v po nepotrebnem razborljivi tekmi, po kateri prednost Maribora na ligaški razpredelnici spet znaša 3 točke. Mi smo pravili, da vse od sebe, seveda smo vsi želeli zmage. Ta penal in rdeč karton nas je seveda malo presekal. Nismo mogli več igrati tako napadalno, kot smo si želeli, ko smo igrali prvi polčas. Ampak ne vem, nažalost se zgodil tisti gol. Potem smo nekako uspeli izenačiti in pa mislim, da danes lahko smo s točko tudi danes zadovoljni, ampak seveda pa nam je žal, da nismo zmagali. Po gostovanjih zdaj spet sledi vrnitev v Ljudski vrt. V nedeljo ob 18. bo na sporedu tekma z Nafto.